Znan je podatek, da se svet na prehranskem področju bojuje z dvema nasprotujočima se težavama. Na eni strani z naraščajočo lakoto, na drugi pa z naraščajočo debelostjo, opozarja Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo. Na svetu je še vedno več kot 820 milijonov lačnih in kronično nedohranjenih ljudi. Na drugi strani pa jih še več trpi zaradi čezmerne teže in debelosti. Slovenci pojemo največ sadja, sledijo žita in zelenjava. Koliko pa smo mesojedi? Povprečen Slovenec je leta 2018 porabil 93 kilogramov mesa. Statistični urad Slovenije je postregel tudi s podatkom, da so lani v slovenskih klavnicah zaklali približno 1000 konj, 116 tisoč glav govedi, 260 tisoč prašičev, 12 tisoč ovc, 1000 koz, 2000 kuncev in 38 milijonov 800 tisoč kljunov perutnine. Vseh vrst živali so zaklali več kot v letu 2018, razen kuncev. Meso in mesne izdelke je lani pri nas proizvajalo 369 podjetij, ki so ustvarila 726 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 141 milijonov evrov dodane vrednosti. Zaposlenih v tej proizvodnji je bilo 5174. Slovenija ima po mnenju kmetijske ministrice Aleksandre Pivec zelo kakovostno hrano. Slovenski potrošnik ima vsak dan možnost dostopa do lokalne, kakovostno pridelane hrane. Ministrica pa si želi veliko več ekoloških pridelkov. Teh je namreč v celotni masi vseh kmetijskih pridelkov le 5%. Takšnemu načinu kmetovanja pa je namenjenih 10% vseh pridelovalnih površin. Potrošniki pa vse bolj povprašujemo tudi po ekoloških pridelkih. Ministrica pa ob tem poudarja tudi vidik ohranjanja okolja, še posebej vodnih virov, zraka in prsti.